Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Ljubljane, stadiona Žak v Spodnji Šiški. Pred nami je še zadnja tekma 32. kroga v prvi ligi Telemach. Bravo gosti Celje. Popovič. Priložnost Zec, točno po sredini vrata in obramba Orbaniča. In še ena dolga žoga na Matka. Matko je spet prišel do žoge, še vedno Matko, pa Bobičanec na drugi strani. Priložnost za Bobičanca, ki strelja, in še ena obramba Orbaniča. Karničnik. Ikve Mesi strelja, Ikve Mesi gol! Ni se zdelo pretirano nevarno, a vendarle je Charles Ikve Mesi tule strelom po tleh v levi spodnji kot Matije Orbaniča v 30 minuti Celjane popeljal do prednosti. Na videz res ni izgledalo pretirano nevarno. Toda tule je zdaj že prva nevarna akcija, prava in priložnost, ki jo je imel, mislim, da Peno Selan, njegov strel je bil blokiran, pa zdaj Pušnja, priložnost in kakšna obramba. Kramarič s podajo, Kramarič, dobra podaja, priložnost in dvojna obramba Matka Obradoviča. Tole pa je zdaj morda priložnost za Celjane, ali bo Matko prišel do žoge? Je Matko ima super priložnost, Matko 2-0. 2-0 za Celjane. 59. minuta, ali je tale dvoboj zdaj odločen? Slabo izbijanje. Potem pa je, ne vem, Popovič, mislim, da vknjižil drugo asistenco, ampak vprašanje, če je tu sploh podajal. Poglejte, takole najprej. Poskus dvojne podaje z Marjancem ni uspel. Potem pa Ikve Mesi, poglejte, kako je šel Ikve Mesi. In potem podaja proti Matku, Matko, nova priložnost za Matka in na podoben način je zadev, kot že v 59. minuti žogo mirno, rutinirano poslal prek Orbaniča in v 93. Celjani še do tretjega gola. Drugič je zadev Matko, asistenco je vknjižil Ikve Mesi. Celjani pa so potrdili zmago. Krasno najprej Ikve Mesi ob sprejemu v dribling, potem pa še čudovita podaja proti Matku. Aleš Arnolj, domači poraz danes s Celjem, zdaj kar se končnega izkupička oziroma uvrstitve na lestvici verjetno ne bo kaj dosti vplivalo. V prvi vrsti nas zanima, kje tiči po vašem glavni razlog za ta kar visok poraz danes. Ja, kaj ne rečem, jaz mislim, da pa danes pa smo pa demonstrirali vse nasprotno, kar bi nas mogli krasiti. Absolutno je treba razumeti, razumem na nek način tudi igralce, da pride v določenem, po ogromno tekem, po ogromno stresa, smo prišli v bistveno bolj lagoden položaj na lestvici in to je rezultiralo tudi na ta način, da smo danes na igrišču bili takšni kot še nikoli, odkar smo skupaj. Tako da iz tega vidika pride slab dan, pride do tega, da v pristopu naredimo vsi skupaj napako, ampak predvsem nam je manjkalo. Odlično smo vstopili v tekmo, ne dovolili Celjanom, da so v bistvu lagodno igrali v posesti,
puščali so nam dovolj prostora, da bi svojo igro v bistvu to konkretizirali, pa smo v trenutku, ko so stopili na žogo, ko so igro upočasnili, tudi mi z njimi šli v njihov način igre, od takrat začeli trpeti in zaradi res slabega prvega polčasa si potem tudi pri tistem prepovedanem položaju danes nismo zaslužili, da bi se tekma začela spet vrtiti, tako kot že mnogokrat v drugem polčasu v našo smer, ker smo bili preprosto preslabi v prvem delu. Pogled na lestvici razkriva, da boste vseeno lahko, bom rekel, sorazmerno sproščeno odigrali ta zaključek sezone. Zdaj vas čaka zelo zanimiva tekma, predvsem v tem trenerskem dvoboju z Dejanom Grabičem. Odhajate v Mursko Soboto, tekma bo nekako z rezultatskega vidika zdi se bistveno bolj pomembna za Sobočane. Tudi za nas. Mi želimo, tako kot sem rekel, in tudi lahko igralce pohvalim za vse prejšnje tekme, za vse, kar smo do zdaj naredili, ampak ne bomo dovolili in tudi sami, glede na samo reakcijo pa samo kritiko v garderobi, verjamem, da ne bojo dovolili več, da se nam takšna tekma ponovi, zgolj kar se pristopa tiče. Ja, kaj ne rečem, za mene se tekma ne razlikuje, sigurno je malo specifična v osebnem pogledu. Prvič si bo ostala nasproti, praktično sva 10 let skupaj delala, ampak kar se pa tiče točkovnega izkupička, mi ga želimo še dvigniti, še bolj zagarantirati. Nismo še obstali v ligi, tako da tukaj ne bo nikakšnega popuščanja, mi gremo v Mursko Soboto po točke. Lahko kdorkoli izmed vaju, kogarkoli, v čimerkoli preseneti? Absolutno. Jaz mislim, da je. Jaz mislim, da lahko presenetiš nekoga, ki te praktično ne pozna, še bolje pa tistega, ki te dobro pozna. Tako da jaz mislim, da ja, ampak ključno pa mislim, da pri obeh ekipah, tako proti Muri kot pri nas, je, kako dobro bomo izvajali tisto, kar je osnovno in kar je naše. Aleš, najlepša hvala za pogovor in velike sreče. Hvala. Roman Piličuk, Darjan Matić, čestitke za zmago, 3-0, celo lažja zmaga od pričakovanega, glede na to, kar smo videli danes v Šiški. Может быть, даже это легче было сегодня, чем ожидали. Да нет, не ожидали, понимали, что сопернику нужны очки, и хорошо, что игра так закончилась. Если бы в начале второго тайма гол этот засчитали, неизвестно бы, как все закончилось. Ne bi rekel, smo pričakovali težkega nasprotnika in če bi, naprimer, ta gol, kjer je bil prepovedan položaj, če bi obveljal, bi bilo zelo težko. Nekako ste trpeli v uvodnih 10 minutah drugega polčasa, ampak drugače se zdi, da ste stali danes zelo visoko, s tem ustvarjali kar precej težav. Tekmecu je bil tudi to eden od ključev do uspeha danes. У нас было 10 минут второго тайма несколько проблемов, но так остальное мы стояли хорошо, высоко. Может быть, из-за этого мы создавали проблемы сопернику, что стали высоко. Но у нас и в начале первого тайма тоже первые минут 10 были проблемы. Такие же вышли нам, наверное, немножко неподготовленные. Тут prvi polčas smo imeli prvih 10 minut podobne probleme, ker smo bili malo nepripravljeni na to. Сели глубоко, потому что понимали, что нам нужно пространство. Мы его лучше используем, чем когда прижимаем соперника к своим воротам. Ampak smo se spustili malo niže, glih zaradi tega, ker smo vedeli, da potrebujemo več prostora spredaj za naše protinapade. Se vam zdi, da ste si s to zmago praktično že zagotovili tudi Evropo? Нам кажется, что мы уже сейчас попали в Еврокубки с этой победой. Да еще 12 очей в копилке, это немало. Še 12 točk je na voljo in to ni malo. Seveda ne gre tudi brez vprašanja o prihajajočem štajerskem derbiju. Obračun z Mariborom zagotovo bo zelo zanimivo. Trenutno kaže tekma za drugo mesto. Как вы глядите, это будет игра за второе место, которое будет в субботу с Марибором. Опять же, я же говорю, 12 очей в копилке. Это еще достаточно много. Еще все может поменяться до конца čempionata, плюс есть еще стыковые игры. Kot sem rekel, 12 točk je na voljo in do konca prvenstva se lahko spremeni še marsikaj in pri čemer so tudi medsebojne tekme. Najlepša hvala za pogovor. Hvala. Čau, se vidimo. Martin Kramarič, poraz danes doma s 3-0 proti Celju. Še vas bom vprašal, kje vidite glavne razloge danes za ta poraz visok proti Celju. Mislim, da predvsem energija. Mislim, da smo dobro prišli v tekmo prvih 10-15 minut. Potem smo jim pa pustili to njihovo igro, ker smo vedeli,
Vedeli smo, da jim odgovarja, da jim puščamo prostore, da vezni lahko igrajo. Imajo posameznike zelo dobre in zasluženo zmaga Celja. Mi pa pač glave skupaj pa gremo naprej. Vas je morda ta položaj na lestvici, ki zdaj z vidika obstanka za vas še zdaleč ni več alarmanten, ravno nasprotno, morda podzavestno preveč sprostil? Pa, niti ne, vemo, kaj je naš cilj, da obstanek v ligi, tako da ne vem, kaj bi bil razlog za današnjo tekmo. Enostavno nismo bili pravi, niti mentalno, niti fizično, tako da, tako kot sem rekel, glave skupaj gremo naprej. Zdaj pa zanimiv dvoboj, predvsem zato, ker bo nasproti stal vaš dolgoletni trener Dejan Grabič. Jaz sem zdaj na klopi druge ekipe, obračun z Muro, kratka napoved. Ja, mi igramo pa 3 točke, tako da pripravili se bomo dobro na njih, vemo, da so dobra ekipa. Tako kot vsako tekmo mi napadamo 3 točke in bomo videli, kako se bo razpletlo. Martin, najlepša hvala za pogovor. Hvala. Aljoša Matko, čestitke za zmago, visoka zmaga tu v Šiški s 3-0. Ste do nje prišli celo lažje od pričakovanega? Pa ja, pač vedeli smo, da bo ena taka tekma. Pomembne bojo te druge žoge, vemo, kako Bravo igra. Danes smo dobro pobirali te druge žoge, iz njih tudi naredili si šanse in smo končno tudi zabili. Aljoša, danes dva vaša res sjajna zaključka, čutila se je ta mehkoba v tem samem zaključku, beseda dve še o teh dveh prekrasnih zadetkih. Ja, sigurno, končno je tudi meni steklo v tej zadnji fazi, malo mi je manjkala ta realizacija šans, upam, da bo zdaj do konca sezone šlo tako, kot je šlo danes. Zdaj pa vas seveda čaka štajerski derbi, nekako se zdi tekma za mogoče celo končno drugo mesto. Kako motivirani boste zdaj pričakali vijoličaste? Ja, sigurno, oboji se borimo za to drugo mesto, lepše je končati drugi kot tretji, tako da zdaj gremo z eno dobro popotnico na tekmo z Mariboru, tako da jaz mislim, da če bomo odigrali tako kot danes, ne bo problemov. Najlepša hvala. Hvala.